Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. V teh dneh pred evropskimi volitvami, ki bodo na sporedu 9. junija skupaj s 3 posvetovalnimi referendumi, ki jih je na predlog koalicije razpisal Državni zbor, razpredamo o tem, kakšna je vsebina teh posvetovalnih referendumov, o čem bodo ljudje sploh odločali, kakšna je smiselnost teh referendumov, in danes se bomo dotaknili referendumskega vprašanja, enega izmed 3, ki se bo glasilo: ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil, tako pravijo, odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca. Torej, preferenčni glas, ki bi veljal na volitvah v Državni zbor, na nek način po vzoru eurovolitev in volitev na lokalni ravni, kjer preferenčni glas že obstaja. Tukaj so pogledi deljeni, kajti nekako so uvedbo preferenčnega glasu sicer uradno se za to zavzemajo koalicijske stranke Svoboda, Levica in pa opozicijska NSi, ki se sicer ne strinja s tem, da bi o tem odločili na evropskih volitvah. Stranka SD je glede tega vzdržana, največja opozicijska stranka SDS pa je proti. V studiu pozdravljam poslanca Andreja Kosija, poslanca Slovenske demokratske stranke. Dober dan. Dober dan. In dolgoletnega poslanca Nove Slovenije, gospoda Jožefa Horvata. Dober dan tudi vam. Dober dan, hvala za povabilo. Preden gremo na samo vsebino, NSi in SDS glede preferenčnega glasu sta se znašla na nasprotnih bregovih, kar pa se tiče odločanja o tem na evropskih volitvah, pa ste oboji proti. Zakaj, gospod Horvat? Ja, res je, mi smo bili za to, da se uvede preferenčni glas, vendar je za to potrebno dvotretjinsko soglasje v Državnem zboru. Kdo je sploh proti temu, da bi volivci imeli večji vpliv? Ker danes ga nimajo, bodimo si na jasnem. O tem je nedolgo nazaj odločalo tudi Ustavno sodišče. Torej, smo za to, da se spremeni volilni sistem v tej smeri, da bo volilec imel večjo moč. Ne nazadnje, če smem, da ne bo tako prazno zvenelo, sami veste, da je Nova Slovenija pravzaprav nastala iz nesoglasij pri odločanju o volilnem sistemu. Takrat smo imeli pravzaprav prvi posvetovalni referendum ravno na temo volilni sistemi. Bila so 3 vprašanja, da ne grem zdaj preveč v podrobnosti. Ustavno sodišče je takrat odločilo, da je zmagal na referendumu večinski volilni sistem. In to že leta 96. Točno tako, leta 96. Potem je nastala Bajukova vlada in Bajuku je hrbet obrnila takratna združena stranka SLS plus SKD, in iz razočaranja je Bajuk potem šel in ustanovil 4. avgusta leta 2000 Novo Slovenijo krščanske demokrate. Tako da mi sledimo seveda tej Bajukovi ideji, še vedno, povsem normalno, se je oče naše stranke, in zato si prizadevamo, da bi volilec imel večjo moč, večji vpliv na to, katerega poslanca bo poslal v Državni zbor. Smo pa bili ostro proti odloku, ki ga je sforsirala predvsem Svoboda, seveda zadaj je asistirala na nek način tudi skorajda celotna koalicija. Mi smo rekli, imejmo super referendumski dan, ne pa, da je zdaj Svoboda ugrabila evropske volitve s 3 referendumi. Vsak od teh 3 referendumov bi dejansko potreboval oziroma zahteva veliko časa, veliko razprave, da se državljankam in državljanom pove, zakaj pravzaprav gre, tako pri marihuani, evtanaziji in seveda tudi pri volilnem sistemu. Zdaj so to naredili na silo, izključno zato, da bi mobilizirali volivce, ker se bojijo slabega rezultata. Zato je za nas na desni sredini, pa desno od sredine, ključno, da premagamo na evropskih volitvah Goloba, in da mu enkrat za vselej sporočimo, tako kot pravi naš poslanec, da čim prej spoka. Tako po domače, se opravičujem izrazu.
Gospod Kosina, tudi SDS nasprotuje trem posvetovalnim referendumom na dan evropskih volitev, češ ne gre za mobilizacijo levega volilnega telesa, pa gre res, ne, to so zelo ideološko vprašanja, recimo eutanazija, morda bi lahko prišlo glasovati tudi desno volilno telo, ne? Ja, poglejte, najbolj pomembno referendumsko vprašanje, ki pa se dejansko je predstavljeno november, je o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne, kajti o tem odločamo, kakšna bo prihodnost, tudi lastna samooskrba z električno energijo, ki je nekako tudi posledica zelenega prehoda, ki temelji na elektrifikaciji. Sedaj, tam je tudi Svoboda bila mnenje, ki je bilo skupno, da se to ne izvede na datum evropskih volitev, kajti pravzaprav evropske volitve so pomemben dejavnik, predvsem menim, da bodo tudi v letošnjem letu zelo prelomne, kajti Evropska unija pri svoji politiki nekoliko zašla. To se vidi tako na zelenem prehodu, tudi pri vseh vrednotah, na katerih temelji, tudi glede ilegalnih migracij pojavlja se marsikaj, torej imamo več kot 2 spola in tako naprej, torej vse te vrednote, na katerih temelji Evropska unija, nekako propadajo in prav je, da končno pride oblast tista, ki bo pokazala Evropski uniji pravo pot, torej pot normalnosti, po tistem, kar temelji, torej tako vrednote krščanstva kot vsega ostalega. Tudi na normalnem zelenem prehodu, torej da ne uničujemo gospodarstva, da ne uničujemo kmetijstva. Torej, vi mislite, da bodo ti referendumi zasenčili evropske volitve? Ja, seveda, glejte, dejansko se tudi, zdaj, ko smo govorili o resoluciji, ki se je sprejemala ob 20-letnici Slovenije Evropski uniji, je govora o pomembnosti evropskih volitev. In pravzaprav tu je pomembno, da vsem volivkam in volivcem povemo, torej, kaj pomenijo te evropske volitve. Kaj pomenijo, da so evropske volitve pomembne tudi za Slovenijo kot del Evropske unije in tisto politiko, ki bo Evropska unija vodila v prihodnje, bo tangirala tudi Slovenijo, tudi življenje v Sloveniji, tudi gospodarski razvoj, kmetijstvo in tako dalje. In zato uvesti referendumsko, tako pomembna referendumska vprašanja, kot je eutanazija, kot je tudi ta referenčni glas, kar se tiče volilnega sistema, zadnje pa tudi glede konoplje, je neustrezno, kajti s tem dejansko uničimo pomembnost evropskih volitev. Ljudje se morajo danes spremljati program, ki podajajo določene programske liste, torej stranke in pa vsi ostali kandidati, spremljati torej ta soočanja in tako naprej in da se lahko potem 9. junija praviloma odločijo, koga bodo izbrali. Ne pa, da jih sedaj damo še 3 druge mnenja, stališča, ki so in tam se zelo težko odločajo še zraven referendumskih vprašanj, kako bodo odločali pri evropskih volitvah. Zdaj koalicija namesto stanovanj ponuja torej mladim konopljo, namesto ustrezne dolgotrajne oskrbe in pa paliativne oskrbe ponujajo torej evtanazijo in nenazadnje tudi s tem preferenčnim glasom uničujejo podeželje. No, treba je povedati seveda, da posvetovalni referendumi z vlado niso zavezujoči. Bomo videli, kaj bodo storili, ne. V vsakem primeru. Vrnimo se zdaj tja, kjer ste vi temo že nekako odprli. Leta 1996 na referendumu so ljudje povedali, večinski sistem bi bil primeren volilni sistem, nikoli ga nismo uvedli. Zdaj, te spremembe, o katerih ne bi odločali na tem posvetovalnem referendumu, ne govorijo o večinskem sistemu. Vi to vseeno podpirate na nek način. Zakaj? Ni to večinski sistem, kot ste si želeli, recimo so si ljudje želeli leta 1996. Mi smo skozi vsa ta leta videli, da dejansko večinski sistem žal ne bo, ali pa vsaj v bližnji prihodnosti, to je moja osebna ocena, ne bo dobil 2/3 podpore v parlamentu. Zakaj pa vaša ne? Ne vem, kaj bi se moralo zgoditi. Zato, ker predvsem levim paše, da se proporcionalni volilni sistem ohranja. Dokaz za to so novi obrazi. Odkot prihajajo novi obrazi? Ja, z leve politične hemisfere. Vse na desni strani imamo etablirane stranke. Imeli smo Gregorja Viranta, ne? Zdaj so ugibali Anžetu Logarju. Ja, zdaj poglejte, kje je Gregor Virant danes, ne? Razumete, ne? Dočim mediji in sploh leva politična srenja hitro katapultira Roberta Goloba in sem prepričan, da bo v prihodnosti takšnih Robertov Golobov lahko še toliko, da bomo imeli ta isti volilni sistem še dolga leta. Ne, zdaj, danes imamo poslance znotraj poslanske skupine Svoboda, ki se še po 2 letih med sabo dobro ne poznajo. Ampak kakorkoli že. Smo pa mi zato, še enkrat ponavljam, da se bi na nek način naredilo v parlamentu vsaj prvi korak, kako bi se volivcu dalo večjo moč. Tukaj je kolega Andrej izpostavil referendum glede gradnje JEK2.
To bi recimo si pričakovali, da bi bila ta debata med koalicijo in opozicijo tudi o teh 3 referendumih, o katerih se pogovarjamo. Ne? To je tisti pravi, iskreni način. In glede referenduma JEK2 smo se kar dobro dogovorili. Uskladili smo se glede vprašanja, glede datuma in zato tudi danes na glasovanju takšna zelo močna podpora. Levica plus 2-3 so bili proti. To je zanemarljivo. In dokaz pravzaprav, da neka demokracija še kljub vsemu obstaja v Sloveniji. Dejstvo je, da je Golob to zelo dobro za njega, zelo dobro naštudiral in prilepil k evropskim volitvam še te 3 referendume. Nobeden ne rešuje nobenega od akutnih problemov v tej državi. To je ključno. In v teh 2 letih, kaj je pravzaprav Golob rešil? Ni rešil nič, nasprotno, odprl je nova vprašanja, ki se pa vedno bolj poglabljajo. Zdravstvo nam razpada, pogledajte, kdo še pravzaprav danes ne štrajka. Skoraj vsi ljudje nimajo dostopa do zdravstvenega sistema in do nekega splošnega državnega servisa. Kar se tiče, in s tem zaključim ta del, kar se tiče večjega vpliva volivca. Mi smo konec leta 2022 predstavili nekaj naših osnutkov spremembe ustave. Ena od rešitev za razpravo, ne pravimo, da je edina zveličavna, bi bila ta, da bi, če že ukinjamo volilne okraje, da bi pa mrežo volilnih enot zgostili. Zdaj imamo 8 volilnih enot, recimo, da bi jih naredili 18, v vsaki volilni enoti bi izvolili 5 poslancev, 5 krat 18 je 90, plus 2 tako imenovana manjšinca. To zahteva spremembo ustave. Imeli bi parlament 92 poslancev. Ampak zgolj ena od rešitev za razpravo. Do tega še pridemo. Gospod Kosi, v SDS-u pravite, državljani so leta 96 povedali, da se želijo dvokrožnega večinskega sistema. 88 poslancev bi volili neposredno, ampak zdaj vi vztrajate ali večinski sistem ali pa raje obstoječi sistem kot spremembe, če prav razumem. Ne, dejansko, ta res Ustavno sodišče in tudi volivci nenazadnje so odločili, da je večinski sistem tisti, ki bi naj veljal, vendar takrat je pač politika uspela spremeniti ustavo in ta proporcionalni sistem uvesti. Ampak do 2/3 je težko priti, pravi gospod Horvat. Je seveda zato, ker je razmerje v parlamentu zelo tako, da pač nobena od teh polov nima tako močne večine. Seveda je pa tudi pri tem pomembnem vprašanju je še to, da pa tudi levi pol nekako in večinski sistem ne leži, zato tudi ga ne podpirajo. Sedaj so pa kar tako na hitro dali ta preferenčni glas. Pri tem so pa zamolčali to, da pa ukinjajo volilne okraje. In čeprav je Ustavno sodišče res reklo, da volilni sistem kot taki ni ustrezen, ampak volilni sistem je ustrezen, to je potrdilo. Vendar niso ustrezne velikosti volilnih okrajev, ker je pač faktor 1:3, torej je lahko nek volilni okraj 3-krat večji kot je kateri drug. In zato je recimo potrebno, ko dobi en kandidat zgolj en glas, je pri nekaterem so potrebni 4, da je potem enako razmerje. Torej so tudi druge rešitve, s kateri bi lahko to zadevo rešili. Vsekakor pa tudi takšno je tudi bilo mnenje nekaterih ustavnih sodnikov, je pa tako, da bi moral biti volilni sistem taki, da so v največji meri izvoljeni vsi kandidati iz teh volilnih okrajev, koliko je sedaj imamo, torej 80 volilnih okrajev. Tu pa seveda ne bo, kajti koliko bo prišlo do preferenčnega glasu, pomeni torej v vsakem volilni enoti imamo 11 volilnih okrajev, torej 11 kandidatov in potem tisti volilni okraji, ki so manjši, kandidat, ki bo izhajal iz manjšega, seveda ne bo imel zadostno število glasov, da bi lahko potem bil izglasovan. Recimo, da državljanke, državljani 9. junija rečejo, da smo za to, da se uvede preferenčni glas. Ne? Želimo imeti večji vpliv. Ampak zdaj, a je v tem vprašanju razloženo, na kakšen način bo to vlada naredila? To je zdaj tisto, kar se sprašujemo, ne? Tudi v Novi Sloveniji na to opozarjate, pa vendarle. Ne? Kaj pomeni imeti preferenčni glas? Kakšen je to? Absoluten, relativen? Vlada v bistvu lahko tukaj naredi, kar hoče,
če prav razumem. Ne? Preferenčnih načinov glasovanja je več. Nam lahko razložite? Ja, seveda, mi imamo absolutni preferenčni glas in imamo relativni preferenčni glas. Res je, da preferenčne glasove pravzaprav naši volivci, po moji oceni, zdaj na nek način obvladajo. Tako na evropskih volitvah. Mislim, da je pred 5 leti na evropskih volitvah blizu 80% volivcev uporabilo preferenčni glas. Profesor Miro Haček pravi, da na prejšnjih evropskih volitvah so bili vsi evropski poslanci izglasovani skozi preferenčni glas. No, to potrjuje to, da ljudje, volivci obvladajo, kaj pomeni preferenčni glas. Tudi na lokalnih volitvah, ker je sicer aritmetika in ta D'Hondtov sistem nekoliko bolj kompliciran, ampak tudi tam dejansko pridejo v funkcijo občinskega svetnika kandidatke in kandidati s preferenčnimi glasovi. Zdaj, ta današnji volilni sistem pri volitvah v državni zbor je dejstvo, da je invaliden. Jaz sem šel malo nazaj pogledati, ko sem se pripravljal na ta pogovor. Mi smo imeli kakšen mandat, da kar 20 volilnih okrajev, imamo jih 88, ni imelo poslanca. Trenutna situacija je takšna, da 10 volilnih okrajev nima poslanca. To je dobrih 11% od vseh volilnih okrajev. To pomeni, da gre za neko invalidnost. In zdaj, kaj je pa ključno? Ključno je, kot sem povedal, da je Golob, ker to je dejansko na njegovem zelniku zraslo. To me nišče ne bo prepričal, da je to rezultat debate znotraj poslanske skupine. Ker tam je on tisti, ki ima zadnjo besedo. On je to not pripeljal izključno na dan 9. junij, na dan evropske volitve, zato da bi mobiliziral ljudi. To toliko bolj velja za marihuano in evtanazijo. Nič pa ni povedal, kot rečeno z nami, z opozicijo se nič ni posvetoval, na kak način, kar ste pa vprašali, pa zdaj realizirati ta preferenčni glas. Kakšnega se vi želite? Nišče od predlagateljev pojma nima, Golob o tem sploh ni razmišljal. Kot sem povedal, mi bi v razpravo v parlamentu dali ta naš predlog, da bi mrežo volilnih enot zgostili, ker na nek način vi pravzaprav morate volilne okraje uničiti, pravzaprav ukiniti, če želite uvesti preferenčni glas. To pomeni, da bo stranka, kandidat, tisti, ki bodo kandidirali za državni zbor, bodo pravzaprav imeli znotraj volilne enote več kandidatov in šele na ta način lahko volilec potem izbere tistega, ki bo njemu najbližji. Ali je številka 18, številka volilnih enot prava, ali je potrebno to še bolj zgostiti, je stvar razprave. Kratek predah, pa nadaljujemo z debato. Sem Aleš Štrancar, podjetnik za evropske volitve, podpiram Petra Gregorčiča, po mojem najboljšega kandidata, da predstavlja Slovenijo, se bori za slovenske interese v Evropskem parlamentu. Gre za človeka, ki odloča na podlagi argumentov, na podlagi številk, na podlagi dejstev, ne na podlagi nekih ideologij. Verjamem, da nas bo dobro zastopal v Evropskem parlamentu. Podpora tako uspešnega podjetnika, kot je dr. Aleš Štrancar, mi izjemno veliko pomeni in sem mu zanjo iskreno hvaležen. To zaupanje bom, če me boste tja izvolili v Evropskem parlamentu, upravičil s trdim delom. Kot evropski poslanec se bom zavzemal za blaginjo vseh nas. Da bi jo dosegli, moramo ustvarjati pogoje, ki bodo omogočali konkurenčnost naših podjetij in vztrajati pri vrednotah, na katerih je utemeljena Evropa. Ja, o preferenčnem glasu je danes govora, poslanca Jožef Horvat in Andrej Kosi sta moja gosta. Kaj bi pomenila uvedba preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah, gospod Kosi, polo listo poslancev, med 88 kandidatov za vsako stranko, med katerimi bi volilec izbral tistega, obkrožil tistega, ki mu je všeč? Ja, definitivno. Torej, če bi ostalo pri 8 volilnih enotah, in če imamo v vsaki volilni enoti 11 okrajev, se nekako pričakuje, da bi vsak okraj dal svojega kandidata in potem bi bila pola, tako kot imamo zdaj na evropskih, z 9, bi bilo z 11 kandidati.
vendar je neustrezno enačiti torej evropske volitve in pa lokalne volitve z državnozborskimi, kajti pri volitev v Evropski parlament, torej je Slovenija kot ena volilna enota in se potem vsi državljani odločamo za kandidate, ki jih pač stranke oziroma liste dajo. Tudi pri lokalnih volitvah se odločamo znotraj ene občine, predstavnike občine. Tu pa je nekako tako, pri državnozborski pa se lokalna skupnost nekako odloča, katerega kandidata bo dala v državni zbor. Kajti poslanec ni zgolj samo predstavnik vseh državljanov in državljank, ampak je tudi nekako predstavnik lokalne skupnosti. To je zelo pomembno, kajti lokalna skupnost od poslanca pričakuje, da v Ljubljani deluje za svojo lokalno skupnost, iz katere izhaja, iz torej svoje volilne enote in se tam trudi tudi za določene, da dobi lokalna skupnost določene projekte in tako naprej, kar se tudi izkazuje z poslanskimi vprašanji, kajti veliko poslanskih vprašanj se tiče tudi na to, kako potekajo določeni projekti infrastrukturni v svojem kraju, kjer živijo. In to je pa pomenilo, da trenutno volilni okraji, ki imajo manjše število prebivalcev, imajo zelo malo ali pa skoraj nemogoče možnost, da bi kandidat, ki iz tega volilnega okraja izhaja, dobil toliko število glasov, da bi lahko potem prišel v državni zbor. Zdaj, če bi vsakdo lahko glasoval za vsakogar, pravi v koaliciji, bi to pomenilo svobodo, bolj demokratične volitve, ker bi lahko vsakdo glasoval za svojega kandidata, zdaj pa so jim kandidati nekako ponujeni. Vemo tudi, da kandidati za poslance kandidirajo v okrajih, kjer bodo izvoljeni. Včasih tudi na drugi strani Slovenije. Na ta način bi se pa nekako vendarle tudi omejilo možnost vplivanja stranke na to, kdo bo prišel v parlament. Vas tudi to moti? Ja, ne vem, če nekoliko se bi, ampak seveda je odvisno, kako postavljena lista. Jaz se tu sprašujem, če bi tako izhajalo, da bi vsake volilnega okraja bil en kandidat, pač tisti, ki nosilec liste, kaj je potem ta kandidat več vreden od tistega, ki bo potem, ne vem, na 11. ali po 8., 9. mestu, kajti prav je, da so vse volilne okraji pravilno tudi zastopani. Zdaj, seveda svoboda odločanja pri tem je nekako pomembna, tudi prav je, da vzpostavimo sistem, kjer bi volilec imel večjo možnost odločanja, vendar pri konkretnem rešitvah pa jaz, oziroma tudi poslanski skupini, ne vidimo, da bi to šlo v to smer. Zdaj, jaz si ne predstavljam volitev v tej smeri, da bi 11 kandidatov potem znotraj volilne enote kandidiralo za svoj preferenčni glas, zdaj oba izhajamo iz 8. volilne enote in si ne predstavljam, da bi mogoče, recimo jaz, ki izhajam iz ormoškega področja, potem hodil, ne vem, Ptuj, v Pesnico ali Mursko Soboto in tam nabiral glasove, medtem ko tudi kolega, ki pa izhaja iz tistega področja, pa tudi prav tako kandidira v državni zbor, ali pa da bi potem kdorkoli iz kolegov potem hodili v moj ali naš volilni okraj in potem kandidirali zase, kajti nekako ljudje glasujejo še vedno bolj tako, bi lahko rekel, bolj lokalno, torej za lokalnega predstavnika in se mi zdi ta sistem neustrezen. Gospod Horvat, očitki SDS-a, tem spremembam so, da se jemlje glas podeželju, da bi bili izvoljeni kandidati iz mest. Kako gledate na te očitke? So utemeljeni, toliko bolj, ker imamo ta trenutek neko posebno stanje duha. Kaj to pomeni? To pomeni, da se danes na politiko gleda grdo. Da si politik skoraj da ne upamo več povedati. Torej, politika v javnosti ne uživa nekega zaupanja. Na drugi strani, kaj to pomeni? No, to pomeni, da stranke pravzaprav s težavo dobimo kandidate, dobre kandidate, tiste, ki so uveljavljeni nekje v gospodarstvu, ki imajo dobre pozicije, ali kakorkoli že, ga boste lahko nagovorili, da bo šel kandidirati. Zelo težko. Zelo težko se bo izpostavil. Tako da naša ocena je, da bi bilo potrebno, če že preferenčni glas, spremeniti, kot sem povedal, tudi geometrijo volilnih enot. Strinjam se s kolegom Andrejem, ki pravi, težko je nekako enakomerno volivce nagovarjati v času relativno kratke volilne kampanje, če je ta volilna enota takšna, kot je danes. Imamo zelo veliko volilno enoto. Kako zdaj obiskati vse občine, torej zelo težko, ob tem pa, da sva obstoječa poslanca in je treba seveda primarno delati tudi v državnem zboru. No, pri tej zadevi preferenčni glas bi seveda vsaj na začetku, pri prvih, drugih morda volitvah, imeli obstoječi poslanci neko prednost. Zakaj? Ker nas ljudje poznajo, ker smo prepoznavni, eni bolj, eni manj.
Vendar, ko bi se pa to kolo potem zavrtelo v druge, tretje, četrte volitve, pa je to zdaj že vprašanje. Skratka, mislim, da bi morali volilne enote nekako bolj približati ljudem, to pomeni, jaz pravim temu, zgostiti, število povečati. Ali je 18 prava številka ali ne, je stvar parlamentarne razprave. Svoboda, ko ste prej vprašali, kaj bo potem, če bo ta referendum uspel, ne? Svoboda nima prav nobenega namena, tudi nima šans, da karkoli naredi, če bo ta referendum uspel. Nima šans, ker vam danes zagotavljam, da nima 2/3 v državnem zboru. Ja, spomnimo, SD se je pravzaprav zdržal, ne, glede tega vprašanja. Ja, pa gledajte, ko bo enkrat na mizi, ali pa ko bomo prišli do nekega usklajevanja zakona o volitev v državni zbor, jaz ne vidim prav nobene možnosti, da bi se tukaj uskladili, že zaradi tega in predvsem zaradi tega, ker dejansko je Svoboda tukaj zgradila skoraj da kitajski zid med njimi, torej koalicijo, in med nami opozicijo. In kako se lahko čez takšen zid pogovarjaš? Ne moreš se. Hvala Bogu, da smo se vsaj dogovorili majčkeno glede enega posvetovalnega referenduma. To pa je pravzaprav tudi vse v teh 2 letih. Kaj torej predlagate, gospod Kosi? Vendarle neko širšo razpravo o tem, kako morda najti nek konsens in povečati moč volivcev ali pač zadevo pustiti, dokler ne bo neka opcija imela dovolj moči, da uveljavi v državnem zboru voljo volivcev iz leta 96. Leta, definitivno sem za to, da se dela širši konsens, da se pogovarjamo o tem. Vedno je pač možnost, da lahko prijemo tudi do takšne skupne besede, kot smo pri referendumu posvetovalnem o jedrski elektrarni, to je drugem bloku jedrske elektrarne. Vendar na tak način, kot je pa Svoboda zdaj prišla do tega referendumskega vprašanja, pa sigurno ne moramo priti do cilja, kajti dejansko ni bilo dobene širše razprave, niti predstavitve, na kak način. Torej, naenkrat smo poslanci dobili to referendumsko vprašanje, na sejah odborov je bilo rečeno, ja, imeli smo enkrat en posvet nekje, pa nič drugega, ne, pa tam je bil prisoten en od vaših poslancev, ampak to ni to. Torej, mi smo pričakovali, da bi predlagatelj prišel v poslansko skupino, bi predstavil torej to njihovo stališče, njihov predlog, bi se potem o tem pogovarjali, iskali različne argumente, rešitve in potem, ko je prišli do neke skupne točke, bi potem lahko šli tudi rekli, zdaj pa to, kar se mi nekako poslanci strinjamo, zdaj pa še podajmo vprašati torej državljane in državljanke, ali s tem, kaj predlagamo, se strinjajo. Na takšen način, kot je pa bilo zdaj tole, o tako pomembnem demokratičnem vprašanju, kot so volitve, kaj te volitve so najbolj pomembni delov demokracije, ko dejansko državljani in državljanke, volivci in volivke odločajo o tistem, kdo jih bo zastopal v državnem zboru, zastopal nek glas, kajti dejansko po ustavi imajo oblast ljudstvo in mi poslanci smo pač predstavniki ljudstva, ki jih zastopamo v parlamentu, je to zelo pomembno vprašanje, ki ne more biti kar tako čez noč sprejeto, tako pomembni tematiki, nenazadnje tudi ob evropskih volitvah, bi res bilo potrebno to in tako dolgotrajen proces, kjer bi se najprej torej poslanci, poslanske skupine o tem pogovarjali, tudi mogoče širši javnosti, tudi stranke, ki so izven parlamenta, kakšni so njihovi predlogi in potem, ko bi našli neko skupno stališče, šele takrat šli v referendum in torej v ta dogovor, torej kakšno volilno zakonodajo sprejeti v sklopu tega sistema ali pa celo, če bi že imeli tako večino, tudi spremembo ustave, ker bi potem lahko prišli do volilnega sistema, ki bi bil nekako za vse sprejemljiv. Ja, zdi se, da ob zaključku te debate spet prihajamo do enakega spoznanja, kot že pretekli teden v debati o legalizaciji konoplje, da preprosto ljudje nimajo znanja, o čem bodo sploh glasovali. Vi pravite, itak bo vse ostalo v teoriji. Torej, kaj vi predlagate? Mi imamo zelo konkreten predlog. O tem, ko smo s kolegom govorila, da če karkoli želimo spremeniti, moramo imeti močno večino, tudi ustavno večino. In kaj je zdaj ta trenutek ključno? Kaj bo ključno 9. junija? Ključno bo to, da Golob oziroma cela leva stran na evropskih volitvah pogori. To bo nek impuls, nek signal in morda neko upanje, da bomo prišli do predčasnih volitev. Ampak razmerje moči v parlamentu se ne bo spremenilo, še 2 leti ne? Morda se bodo tudi znotraj koalicije, kot je na trenutek vidno, začela kresati mnenja, ne nazadnje
Ostali dve koalicijski stranki, kaj dosti pravice do glasovanja na vladi, koliko slišimo, nimata tam, kako Golob pove, tako je. Zato je ključno in res lepo prosim volivke in volivce, da gredo na volitve. Desna sredina mora zmagati in za referendume pa 4-krat proti. Ker to, na kak način so ti referendumi bili prilepljeni k evropskim volitvam, ki so zaradi referendumov ograbljene, tega najbrž svet še ni videl. Ne nazadnje, ko govorimo o konoplji, o referendumskem vprašanju, poslanci na delovnem telesu, matičnem delovnem telesu sploh niso glasovali, ker je tako bila procedura vodena. Se pravi, skregano z poslovnikom in tako dalje in tako dalje. To, kar se zdaj dogaja, je dejansko razkroj parlamentarne demokracije, norčevanje iz ljudi. Pravilno ste ugotovili in tudi drugi strokovnjaki, ljudi je treba izobraziti, kaj pravzaprav pomeni evtanazija, kaj pomeni uporaba konoplje in tako naprej. Zato še enkrat, treba iti na volitve, desna sredina mora zmagati ali pa EPP mora zmagati, Goloba moramo poraziti in na referendumu 4-krat proti. Lepo prosim. Ja, če zaključiva, gospod Kosi, ravno na evropskih volitvah, na katere zdaj poziva gospod Horvat, pa je že zdaj to D'Hondt sistem uveljavljen, po količnikih se nekako delijo mandati med stranke, po relativnem preferenčnem glasu, pa potem po poslancih znotraj ene stranke. Ravno zaradi tega sistema je letos na listi SDS najbolj razburljivo. Ravno tekmovanje med vašimi kandidati je zaradi te neposredne volje volivcev, ker lahko obkrožijo svojega kandidata, največje. Ja, kandidati se borijo za svoj glas, ne nazadnje tudi prinašajo glas stranki. To je seveda njihova zadeva, kako kdo to volilno kampanjo vodi. Je pa seveda pomembno, pri tako pomembnih volitvah, kot je v Evropski parlament, je tudi, ne moramo tako enačiti z državnozborskimi. Seveda so evropske volitve zelo pomembne in tudi bi se pridružil kolegu Horvatu, da pozivam vse volivke in volivce, da se udeležijo teh evropskih volitev, da izberejo desno sredino ali pa desno stran, ki nekako prinaša normalnost v Evropski uniji, prav se odpravo tistega, kar Evropska unija danes počne, in tudi, da so 4-krat proti tem referendumskim vprašanjem, ki ne prinašajo nič kaj dobrega v tem smislu. Kar se pa tiče, tako kot smo že postala pri tem vprašanju, glede borbe posameznih kandidatov, je pa pač tako, kot je, vsak kandidat se nekako bori za to, da bi prišel v ta Evropski parlament in seveda se bori tudi za preferenčni glas, kar nič ni narobe. Se nekako deluje v duhu, pri dobivanju glasov Slovenski demokratski stranki, z katere izhajajo. Je pa takole, da si pa zelo težko predstavljam pravzaprav podobno sistem, v državnozborski, kjer se pa vsak bolj ali manj bori za glas iz svojega lokalnega področja in jemlje glas iz lokalnih področij, kjer bi pač izhajal kandidat na njegovi listi, iz katere tudi izhaja. To je zelo drugače kot sistem, kjer se dejansko borimo skozi celotno območje celotne Slovenije ali pa recimo kot na lokalnem področju. Skratka, kako bi imel vsak kraj v Sloveniji nekaj moči pri soodločanju, kako nastaja državna politika, o tem se strinjata, samo način, do katerega priti, tu sta stranki še na nekoliko različnih bregovih. Mi bomo zaključili, hvala, ker sta bila naša gosta in seveda smo pa nekako vendarle povedali, da lahko volivci že 9. junija marsikaj povedo, kako naprej. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, za pozornost in nasvidenje.